samo ženske, ker danes je ženski večer, ne, malo se poklecam. Spoštovane in spoštovani, torej lepo dobrodošli na ta lep večer, v doživljito Vidiško dvorano. Tukaj za mano je alegorija bogatstva, alegorija tistega, kar nam da zemlja, in nekako se nam je zdelo resnično prav, da tukaj na tem mestu tudi odpiramo to razstavo, ki je plod znanja, veščin, dediščine, ki jo nam daje ta naša zemlja, naše človeško znanje, naša povezanost narave in kulture. Tako da res lep pozdrav prav vsem, predvsem ustvarjalcem razstave in seveda tudi lep pozdrav našemu županu, gospodu Ivanu Molanu. Dobrodošli vsi, dobrodošli v tej lepi Vidiški dvorani in v tem letu, ki ga imamo na področju dediščine še za eno prav posebno leto, namreč to smo zagotovo že večkrat povedali, večkrat ste tudi slišali, gre za leto, ki ga je Evropska komisija razglasila za Evropsko leto kulturne dediščine in nam s tem nekako še bolj naročila, da tisti, ki se z dediščino ukvarjamo, o tem tudi pripovedujemo prav vsem, oziroma še bolj, da se zavežemo sodelovanju, medsebojnemu razumevanju in razumevanju, da ta dediščina pripada prav vsem nam. In jaz verjamem in vem, da mi v Posavskem muzeju Brežice to dediščino tako tudi razumemo, se pravi, da gre za našo dediščino, da pripada vsem nam in da je naš muzej tisti prostor, kjer se mora to tudi dobro čutiti in videti. Namreč v naše izjave, ki smo jih oblikovali leta 2014, smo trdno zapisali našo zavezo o povezovanju in odprtosti. O muzeju, kjer smo, kjer ste vedno dobrodošli in kamor se radi vračate, oziroma o muzeju, kjer se prepletajo naši načini življenja skozi različna stoletja. Tako se že na začetku tega dogodka zahvaljujem predvsem tem trem društvom, ki so sooblikovali razstavo in seveda tistemu, ki je glavni pobudnik, da ga danes ne imenujemo krivec, ker bi to bilo predvsem v navednicah, ampak je predvsem tisti glavni nosilec, glavni spodbudnik, glavna energija tega današnjega dogodka, to pa je seveda Davor Lipa in zdaj naprav za Davorja. Razstava, ki jo odpiramo danes, je res nekaj posebnega. Tudi soustvarjalci so in ste izjemni. Tako je o tem zapisala naša sodelavka doktorica Ivanka Počka, pa je kar navajam. Začelo se je, ko so se spraševali, kako bi ohranili spomin na stare šege, prehranjevalne navade, načine oblačenja, opremo prostorov kmečkega doma in kako bi poskrbeli za živo dediščino moralnih norm in vrednot, medsebojnih odnosov, načinno domačo govorico, kapelsko in pišečko narečje, ter seveda, kako se dobro iz te dediščine prenesti na mlade rodove. Izbrali so učinkovit način, filmski zapis. Konec navedka. Torej, razstava dopolnjuje vse te filmske zapise, predvsem pa razkriva delčke dela naših filmarjev. Za ta uvod pa samo še naslednje štiri podatki izvlečki iz predstavljenega. 180-minutni celovečerni igrani narečni film Tak je to bilo, ustvarjen med novembrom 2011 in decembrom 2012, pomeni 13.500 ur prostovoljnega dela. 35-minutni narečni igrani etnografski film od Pera do Vajkoža, od Fede do Zglavnika, ki je nastal v času od avgusta do decembra 2015 v Kapelah, je predstavlja 2500 prostovoljnih ur. 90-minutni celovečerni igrani narečni film Tak je to bilo na kmetih, ki v tretjem nizu kapelskih filmov je nastajal v času od januarja do decembra 2016 in v njega je vloženih 11.000 ur prostovoljnega dela različnih generacij. In film, v katerega je vključen tudi film Všečka bratva in nosi naslov Od pola do kupce, ter je bil posnet v času od januarja do novembra 2017, pomeni za 70 minut filma okoli 10.000 ur prostovoljnega dela. Kdo jih je vložil največ, ne bomo danes niti vprašali. Nam bo pa prvi pozdravljeni tisti, ki vse te filme in vse te ure povezuje v celoto. Davor Lipa.
želje, ambicije, tudi morda z ljubiteljstvom, z konjičkom, tako da je prišlo pravzaprav že pred desetletji do sodelovanja z Kapelci. Alenka je omenila zgolj 3 filme, niso bili samo te 3, ti so bili v zadnjem času. Tako da moje filmsko sodelovanje z Kapelci ima daljše korenine, v tem bi se rad tudi zahvalil celotni ekipi, ki je sodelovala, kajti taki filmi so produkt skupnega sodelovanja, govorimo o na ljubiteljskem področju. V nadaljevanju bo potem nekako je prišlo tudi do sodelovanja z Pišečani, namreč jabolko ne pade daleč od drevesa. Skratka, tudi z Pišečani smo ustvarjali 2 filma, kot je omenila. Je bilo prvo Pišečka bratom tako malo za uvod, da so videli, kako to poteka, pa smo se lotili še malo obsežnejšega dela, ki je še bil nekoliko daljši, tako da tudi tej ekipi se je treba zahvaliti za vse ure, kot ste slišali, koliko je bilo vloženih. Res je bilo veliko entuzijazma, veliko dobre volje, pa zavedati se je treba, da pravzaprav z skoraj minimalnimi nekako stroški, kar si neke resne produkcije tudi predstavljati ne morejo. Če bi pa jaz rekel, res bil sem angažiran pri teh filmih, enem in med drugim krajem, morda tudi na nek način najbolj obremenjen, moram se zahvaliti moji družini. Žena je zdržala vsa ta leta, bom rekel pravzaprav desetletja mojega filmskega ustvarjanja, za mano vsak čas 30 let. Zdaj naprej pa mislim, da se nam obetajo še podobne zadeve, tako da nismo še rekli vsega na etnološkem področju. Me pa veseli vsem tem, da je to prispevek našem področju širše, mislim, da ne samo Kapele, Pišece, tudi Brežiška občina, celo Posavje, ker po meni znanih podatkih ni nekaj podobnega, vsaj v bližnji preteklosti in sedaj kako ljubiteljsko društvo ali da ni bila to visokoproračunska produkcija počelo. Na to smo še lahko posebej ponosni. Seveda tudi s filmi smo gostovali z enim drugim, tudi v Srbiji, v Ljubljani na etnoloških festivalih, tako da nas so na nekaj tudi spoznali. Meni je bilo to veselje, pravzaprav to je bil dodatek v duhovnem smislu k našem področju in za leti upam, da bo ta vrednost rasla, ne mislim v materialnem in duhovnem smislu, ker bo to vse težje za ponoviti. Bom pa rekel tako, da mi že zdaj nekako so namignili, da nas novi izzivi čakajo, pa bom sprejel še morda z drugimi ekipami, če bojo se sedanje utrudile, nikoli se pa ne ve. Tako da zaenkrat toliko več pa lahko še povemo na razstavi, bomo to videli, kaj smo ustvarjali v foto, video gradivo. Tako, upam, da nisem kaj pozabil. Če kaj pozabil, bo bil še veliko priložnosti za povedati, ker vsaka razstava seveda se ne konča z odprtjem, ampak se ves čas nadaljuje z različnimi programi, z odprtimi vrati in ta razstava bo odprta do 14. septembra in verjamem, da bo tudi še kje potem gostovala. Pa če nadaljujem seveda spet z besedami drage kolegice etnologinje Ivanke Počkar, ki je pripravila vodno besedilo v razstavo in potem zapisala, navajam. Priprave in snemanje filmov so odpirala vrata podeželskih domov, prebivalce združevala, spodbujala in navduševala. Ljudje so spregovorili skoraj pozabljenimi spomini in zročili, obudila se je složnost med njimi in se skozi filmsko delo dodatno utrjevala. Konec navedka. O tem bi zagotovo lahko dolge ure govorila Mihajla Blaževič. Priložnosti bo tudi ona imela več, tokrat pa jo bodo napovedali njeni pevci oziroma kapelski pobje.
Spoštovani udeleženke, spoštovani udeleženci nocojšnje otvoritve razstave Časi na vasi. Dovolite mi, da v imenu Kulturnega društva Kapele, sekcije za ohranitev dediščine in svojem osebnem imenu prav lepo pozdravim gospoda župana Ivana Molana, zaenkrat še direktorico Posavskega muzeja Brežice gospod Alenko Černelič-Krošelj, dr. Ivan Počkanjevo, in čisto vse etnologe in ostalo osebje, ki so pomagali pri postavitvi razstave s pomenljivim naslovom Časi na vasi. Nazadnje pa velja en zelo velik pozdrav. Pozdrav vsem vam, dragi kapelci, ki ste vsak v svojih močeh prispevali, da se že davno pozabljeni predmeti, orodja, običaji in navade bili uporabljeni v vseh treh naših filmih, da jih še vedno hranite in ste jih dali na izposojo za razstavo, kjer so znova oživeli, kot boste videli. Smo se nekako ujeli skupaj z Davorjem kot igralci Kapele Voda. Postaviti razstavo, pa veste, pa ni mačji kašelj. Nismo se zavedali, v kaj smo se spustili, kot se nismo zavedali pri sprejetju odločitve o snemanju prvega filma. Spraševali smo se, kako prikazati z eksponati, s kratkimi opisi in fotografijami čase na vasi pred 60 in 70 leti. Nismo ne etnologi, ne slavisti, ne profesori angleščine. Smo popolni naturščiki. Vendar, strokovno pomočjo sodelavcev iz Posavskega muzeja je razstava postavljena. Njena postavitev boste ocenili vi. Vi ste nam z vašo udeležbo tudi dali podporo, za kar smo vam resnično hvaležni. Uživajte v spominih na našo še ne tako davno preteklost in hvala vam. Rada bi samo spomnila na naš moto, ki ga večkrat uporabljamo pri naših premierah in tudi tako pri prireditvah. Kdor ne spoštuje preteklosti, ni vreden ne sedanjosti in še manj prihodnosti. Hvala vam. Najlepša hvala. Kako pa je bilo včasih na vasi oziroma v Mišecah? Tudi to bo najprej govorilo ljudsko petje, potem pa še predsednik vinogradniškega društva Vinko Lesinšek.
Pozdravljam vas v imenu Vinogradniškega društva Košet. Vesel sem, da bomo z vami delili del našega skupnega ustvarjanja. Kar nekaj vode je preteklo, kar je ob neki priliki davno prišel na idejo, da bi tudi Piščani pustili kakšen filmski zapis. Nekaj prisotnih vinogradnikov je bilo za. Nocoj lahko iz srca rečem, da je sreča, da se tisti večer nismo niti približno zavedali, kaj ta odločitev pomeni. Ako se stvari začnejo odvijati, je treba peljati. Odločili smo se, da bomo posneli najlepše vinogradniško pravilo. To je vsekakor Bratova. Ne bom govoril o težavah, zapletih, tako z iskanjem orodja, obleke, seveda, z igralci je bilo težavno, saj smo se pred kamero spravili samo amaterje. Na srečo je v naših krajih še nekaj ljudi, ki niso zavrgli vse, kar je bilo življenjskega pomena njegovih prednikov. Našli smo staro hišo, star vinograd, stari hram in vse druge rekvizite. Ure in ure smo vložili, preden smo si kaj zavrteli posnetek. A film Pišečka bratva se je dotaknil ljudi. Starejšim je vrnil spomine, mlajši pa so se čudili preprostosti takšnega življenja. Po premieri pred 2 leti smo film zavrteli še v 17 slovenskih krajih, 3krat pa smo njim gostovali v Srbiji. Vendar pa je bila v nas vedno prisotna misel, da ljudem, ki ne vedo, kako pride do tega, da se lahko zgodi konec vina, nismo prikazali realne slike. Bratva je tisti najlepši del, ki pa je skozi vse leto tlakovan z trdim delom in znojem. Zato smo se odločili in skozi leto 2017 v vrsti posneli vsa dela, ki jih mora vnesti vinogradnik postoriti skozi vse leto, da pride do tako želene in cenjene vinske kapljice. Tako smo letos 7. februarja v Pišečah imeli premiero našega filma za naslovom Od kola do kupce. Tu je prikazano, koliko je treba postoriti od takrat, ko se pripravi prvi kol, pa do takrat, ko priteče iz preše sladki mošt. Seveda pa so na srečo med nami ljudje, ki še vedno želijo nekaj več. Dobro vem, koliko dela je bilo vloženega v ta projekt, zato me je bilo
državo, da ne bi še več ljudi izvedelo, kaj smo sposobni narediti preprosti delovni ljudje. Odprl je vrata muzeja, se srečal s pravimi ljudmi, ki vedo, kako pomembna je naša preteklost in kako hitro gre vse pozabo. Skupnimi močmi smo oblikovali to razstavo, s katero vas bo za trenutek odpeljal v čas, ko je bilo življenje še kako enostavno. V čas, ko je človek človeka še kako potreboval. Na koncu moram poudariti, da brez Davorja Lipeja, ki je vse posnel, brez Ivane Zupančič, ki je napisala ves scenarij, brez sodelovanja naše šole, muzeja Brežice in množice ljudi v Pišecah, ki se niso spraševali, kdaj, koliko, zakaj, tega našega lepega včera ne bi bilo. Že davno je nekdo napisal, da je vino sonce v kozarcu. Hvala za vašo pozornost in lep večer vam želim. Najlepše hvala. Če sem prav obveščena, je treba vaši sodelavki Ivanki tudi čestitati, ker prejema ravno kar eno izmed nagrad na Linhartovem srečanju in zato je tudi danes ni. In zato so tudi Pišečani bili malo razdvojeni, ali bi šli v Belo krajino, v Dolenjske Toplice, ali bi bili tukaj, tako da hvala, da ste vsi tukaj, mi pa naši Ivanki Zupančičevi pošiljamo lepe pozdrave in ji čestitamo za to njeno delo. Kot smo sedaj že večkrat slišali, so filmi osmišljali kar nekaj let naših filmarjev, njihove istovetnosti. S potovanji s tem filmom blizu in daleč pa so predstavljali tudi vsak svoj kraj, občino, državo oziroma našo evropsko kulturno dediščino. In s tem dobi ta dediščina tudi nov pomen. Dosežki pa zagotovo ne ostanejo neopaženi tudi pri oblasteh, če tako rečemo. Zato je prav, da damo priložnost našemu županu Ivanu Molanu tudi za nekaj besed in verjamem, da bodo pohvale. Ja, dragi Pišečani in Kapevci, dejansko ste se danes skupaj zbrali in prikazali še, kako pomembno je sodelovanje. Seveda pozdravljam tudi vse ostale, ki ste danes prišli na odprtje te razstave. Res je, jaz kot župan sem izjemno ponosen, lahko res samo se vam zahvalim in vam dam vse pohvale, da ste se odločili za tako pomembne projekte. Posebej pa me veseli, kajti danes se je slišalo, kako pomembno je, da imamo v občini dobro organizirane javne zavode, da imamo prostovoljna društva, da imamo inštitucije, da imamo filmarje, kot je naš Davor in še marsikaj. In seveda tam, kjer imamo dobro razvijeno kulturo, kot tudi ostale stvari, lahko pride do izvrstnih rezultatov. Danes je bilo tu že omenjeno, da ste pri tem sodelovali seveda največ prostovoljci, ki se združujete v društva, sodelovali so šole, sodeloval je muzej in pa seveda, če imaš tako različno veliko ljudi, pride tudi do dobrih rezultatov. Nasplošno me veseli, da ste se odločili tudi na nek način z filmarjem in pa s temi stvarmi, kajti dejansko v občini Brežice smo bili poznati tako po pevski zbori, po kulturi različnih, po športu. To pa je neka nova veščina, ki se je začela in verjamem, da je tudi med prvim v Posavju. To ponovno kaže, da v občini Brežice smo kar precej raznoliki, da imamo ljudi, ki imajo ideje in seveda, ki so tudi uspešni. Zato seveda jaz verjamem, da bo ta filmi, ki ste jih posneli, še dolgo let predvsem opozarjali in pa nas tudi spomnili nas, pa še predvsem mlajše generacije, kako je v preteklosti bilo, kajti na tak način seveda tudi kako
cenimo svojo preteklost, pa prav tudi, da mlajši rodovi vidijo, kako je. Sam, ko sem gledal te filme, sem marsikateri trenutek si predstavljal, kako je bilo to pred leti, ki smo ga že mogoče pozabili, kako so se mi nazaj prikazali. Prepričan sem pa za mlajše generacije, je pa to nekaj čisto novega in verjamem, da bo ostala tudi kot bogata dediščina. Zato jaz vsem vam, ki ste to naredili, čestitam, želim še veliko takšnih naprej uspehov, želim, da ste še naprej pogumni, pa tako kot ste rekli, mogoče šikerke, da se dobite, pa da ne vete točno, kaj vas bo čakalo, kajti takrat verjetno te še kaj dobrega naredili, kajti če imaš vse predvideno, se res čas strašiš, ampak pogumne tudi rečejo, da je spremlja sreča in seveda vas je tudi tako. Zato seveda čestitam tako Kapevci kot Piščanom, želim še veliko uspehov, predvsem pa jaz mislim, da ne gre samo za to, da ste posneli film, verjamem, da ste se tudi lepo imeli, kajti v druženju in sodelovanju je še najpomembnejše, tega imamo danes premalo in tam, kjer ste ljudje složni, so tudi rezultati, so tudi napredki na kraju. In zato je tudi tako Šenci kot Kapela kraji, ki so najlepši v občini Brežice prav po zaslugi vas. Jaz si želim samo še čim več takšnih filmov, takšnih sodelovanj, pa tudi mogoče drugačnih dogodkov, kajti z skupnimi močmi bomo še marsikaj naredili za sebe in za našo občino in seveda tudi za našo Slovenijo. Lep večer vam želim in prijetno občudovanje razstave in filmov, ki boste gledali. Prav pa da še povem, da te dneve bojo tudi tu prišli zamejci praktično iz različnih krajev po svetu in verjamem, da tudi za njih bo to ena zanimivost, da se bojo lahko tudi oni pogledali, kako je bilo včasih prav po vašem poslogu. Hvala lepa in lep večer. Najlepša hvala. Večkrat so bili omenjeni mladi, so bili omenjeni najmlajši. Zakaj se to počnemo? Seveda tudi zase, a predvsem z mislijo na te najmlajše. Na povezovanje generacij, na razumevanje in zavedanje o življenju nekoč. In tukaj seveda ima velik pomen tudi uspešna otroška folklorna skupina Vesele Šefle iz osnovne šole Maksa Peteršnika Pišece. Ta folklorna skupina deluje že desetletje in v tem času je dosegla zavidljive uspehe. 5 državnih zlatih priznanj, 8 srebrnih. Vsako leto se pomlajuje, saj mnogi učenci, ko zaključijo osnovnošolsko izobrazbo, žal ne morejo več sodelovati. Tako so v letošnjem šolskem letu pridobili 13 novih članov. Mentorica Veselih Šefel je Romana Žnidaršič in nanje je zelo ponosna, saj radi hodijo na vaje, poznavajo folklorni svet v ljudskih igrah, plesih in pesmih. Zasluge za besedilo v narečju pa pripisujejo njihovi Ivani Zopančič, ki smo jo danes že omenili, po domače Všečki Mici, ki jih tako vsako leto nasmeji med botrsko igro. Naslov koreografije, za katero smo pripravili ta velik prostor, je Coprnce so višno ble. Kratka vsebina pa je, tako so zapisali. Navajam, predstavili vam bomo pripovedi naših dedkov in babic, ki so jih preživljali njihovi starši v otroških letih. Zgodba temelji na spominih, ko je v naših krajih živela gospa z nenavadnimi močmi. Rekli so ji Coprnca. Izvedeli smo, da so se ljudje precej bali, se je marsikomu zagrnila dneve, ker ji niso dali, kar je prosila. Je pa res, da je marsikomu tudi rešila življenje, ozdravila gangreno in podobno. Imela je seveda tudi veliko knjigo z rjavimi, debelimi platnicami, za katero nihče ne ve, kaj je v njej zapisano. To knjigo so njeni zanamci odnesli v sosednjo Hrvaško in je danes del literarne zbirke v enem od muzejev. Konec navedka, predvsem pa Vesele Šefle z njihovo mentorico Romano Žnidaršič vabim tukaj k našem auditoriju. Druge strani. Aha, tako, vidite? Dobro, hvala.
naša mati za vsako, ko gre Ančka mimo hiše borke vtapla. Pa se veste, no, že reče greje vrč vodo, pokle pa ena čez levo rame, pa druga čez desno rame, pokle pa moliš meni očeta, i sina, i svetega duha, da bi zdaj to prnija poč od hiše. Rose so
Najlepša hvala. To je bilo res eno veliko uživanje, tako kot verjamem, da boste uživali tudi vsi v razstavi, ki je res plod velikega dela. Tako kot je rekla Mihaela, tako kot je rekel gospod Lesinšek, tako kot ve Davor, da smo se vsi skupaj lotili razstave, ki je rasla in rasla, zato ker so to ambiciozni ljudje, zato ker imajo veliko zapovedati, zato ker niso bili zadovoljni samo s tem, da bodo predstavili predmete iz tistih časov, ki se jih uporabljajo v filmu, ampak seveda so zraven nujne še fotografije, ki jih je prispeval Fotoklub Brežice in tudi njih lepo pozdravljamo in pa njihov predsednik Davor, tako da to je vse skupaj. So tudi kratki filmski zapisi, ki jih je nekako v to kratko kompilacijo sestavil Davor. Imamo tudi informacijsko-komunikacijske pripomočke, se pravi računalnik, kjer boste raziskovali, kako so filmi nastajali, izvedeli še veliko več. In seveda smo potem midve s kolegico Ivanko Počkarjevo kot tehnologinji zahtevali še nekaj več, še podnapise, ki morajo biti takšni, da bomo seveda razumeli to, kar gledamo, da bodo razumeli tudi vsi tisti, ki tega sedaj ne vedo, vsi tisti, ki ne poznajo več orodij, vsi tisti, ki nimajo pojma, kaj gledajo. In tako so se naši sodelavci iz društva lotili tudi te težke naloge, ki je potem postala težka naloga tudi za nas muzealce, kako to predstaviti, kako to postaviti, da bo seveda tudi možno to prebrati, da bo dostopno. Zato sta nastali takšni trenutno 2 knjižici, s katerimi bodo naši obiskovalci potovali. Ampak najprej bo pot pod noge vzel naš župan, ker se mora udeležiti tudi valete osnovne šole Brežice in se mu zahvaljujemo, pa on si bo pogledal razstavo v soboto, ko bomo res celo popoldne gostili naše rojake iz celega sveta in bomo seveda to razstavo tudi predstavili. Hvala gospodu županu, lepo pozdravljam. Petra Vaš je prevajala en pomemben del, tako da hvala Petra in hvala tudi, da si otrgala ta čas od valete. Hvala Petra. In seveda še številni sodelavci, naprimer Alenka Cizel, ki je naša stalna sodelavka, pa nikoli ne pride, pa ji tudi mahamo, ker je izjemno skromna, ampak brez nje res tudi mi v muzeju težko zmoremo in smo veseli, da se je zdaj malo posvojili v Pešecah, pa je vaša in naša in smo jo lahko izkoristili. Resnično za to razstavo, za tem celim projektom, ki ga bomo tukaj gostili 3 mesece in dodajali še vedno neke nove naloge soustvarjalcem, je zaslužna velika ekipa. Tako kot za filme, tudi za razstavo je treba kar nekaj ljudi, je treba veliko znanja, je treba veliko vztrajnosti, je treba pozabiti tudi, če odgovorna oseba, pa tale včasih kaj tečnari, pa hoče še kaj več, pa kaj direkt pove. Ker je to res eno sodelovanje, je to res eno povezovanje, ki ima velik rezultat. In jaz, ko sem danes gledala tiste, ki ste bili bolj upleteni v razstavo in sem videla v vas to zadovoljstvo, sem bila jaz izjemno srečna in ponosna, ker nam je to uspelo, ker imamo tam tistega, ki se skriva, ki je tečen, da je tečen Davor včasih, ampak na ta dober način, predvsem pa je izjemno vzdržljiv, predvsem pa je tisti, ki ve, ki je njegov cilj, pripravljen zelo veliko narediti za to, ne za svojo slavo, ampak za slavo vseh nas. Zato, Davor, pridi k meni. Ja. Pridi k meni. Mi bomo skromna darila, ker darila so predvsem tista, ki nekaj predstavljajo, moramo pa denar vlagati predvsem na druge stvari. Zato bomo se zahvali z našimi piškotki, z našimi krškopoljskimi prašički v obliki piškotkov, ki so nastali v produkciji muzeja in lokalne pekarne, in pa tudi zvezek, ki imamo ta klep, na katerem sedi naša Evropa, tista, po kateri nosi naša stara celina ime, ugrabljuje je bik. Vi, dragi moji soustvarjalci, niste ugrabili muzeja, ampak ga soustvarjate, ste naši in prav je, da ste 3 mesece nepogrešljiv del našega vsakdana.
Del našega vsakdana je velikokrat tudi Davor in smo mu hvaležni, da to bo najdlje tukaj na odru ostal sebe. Davor, veliko hvala. Potem seveda predsednica in predsednik, vsak za svoje društvo, vsak je kar veliko vložil skupaj s številnimi sodelavci, nosil veliko breme in te prašički ne vam prinesejo veliko sreče, ker bodo Almeda. Jaz sem prava krškopoljka z Krškega polja doma in to darilo naj vam prinese nekaj sladkosti, predvsem pa zadovoljstvo, ker ste res svojimi sodelavci upravljali izjemno delo. Čestitke, kar vam Mihaela in Martini. Hvala tudi mentorici naših šefov veselih, to je Romana Žnidaršič. In seveda hvala tudi Mihi Halerju, ki je pripravil naše pevce, tam je, ja. Ti lepi zvezki, ki so pritiskani v Sandiju, Artisk, še malo reklame zate, bodo šli tudi z našimi učenci k njim domov in upam, da bo kaj lepega napisali o tem večeru, pa seveda tudi v dediščini pa vsem, kar nas čaka. Velika hvala seveda vsem sodelavcem, ne bom govorila imen in vseh društev, ne bom govorila tudi na imen sodelavcev našega muzeja, vsi vedo, koliko dela so upravili in vsi upam, da tudi vedo, kako smo mi vsi, ki tukaj stojimo, hvaležni, jaz pa še posebej tam maham malo naokrog. Dragi moji muzejski sodelavci, krasni ste, brez vas ne bi mogli početi tega, da teden je za nas še posebej naporen, vidite, da se nam ena investicija zaključuje, druga nam je nad glavo. Dejansko v soboto gostimo veliko prireditev, delamo še polno drugih svojih stvari in res hvala vsem za potrpljenje, hvala, da ne vprašate, koliko je ura, ampak da sledite vsemu tistemu, kar vemo, da nas pelje po tej pravi muzejski poti v prihodnost. Tako da prosim en aplavz za moje muzejske sodelavce. Združene moške moči, kapelske in pišeške, Davor bo še nekaj povedal. Tokrat bom izkoristil edinstveno priložnost, Alenka misli, da bo zadnja njena ne bo. Tokrat si bomo mi vzeli, da bomo dali zadnjo besedo Iko na Iko k tej prireditvi. Tudi za tujce je razstava, da si bodo lahko pogledali, zaenkrat samo v angliškem jeziku, zato bi prosil Petro Vaš, ki nam je veliko pomagala pri prevajanju na angliški jezik. In druga, ki je prevajala pišečke zgodbe, je pa Alenka Cvidel, če je tukaj. Mi bomo jo poslali po hitri pošti. In gospodična Kovačič, ki pa je tudi ni tukaj, pa iz Novega mesta ima pa tudi drugih upravkov. Zdaj bi pa jaz prosil, če bi se lahko nam pridružila celotna ekipa Posavskega muzeja. Skratka, vi, ki niste bili postavljeni na razstave, verjemite,
nas, ki nam je bila to premiera, tako za mene kot za Pišečane in Kapevce. Smo morali kar veliko imeti dobrih živcev in oni tudi z nami, tako da prosim ekipo na čelu z direktorico, če se nam pridružite. Nekaj vidim sodelavcev, ki so najbolj trpeli te dni z nami. Da dobre predstave. Eden, ki je močen. Tako da tukaj noter so same take stvari za premagovanje agresije in ostalih zadev, tako da ker je ekipa zelo trpela, jaz mislim, da bo to zdaj prav prišlo na eni taki rahli siesti. Čeprav je najbrž ne bom, ampak vseeno. Tako da jaz vam čestitam. Ne. Torej, sedaj je pa res nastop pevskega zbora. Dnes je gre za zelo prijetno dožnost, ki je še imam. Namreč tudi pogostitev bo danes kapevsko-pišeška. Ne bo čisto muzejska, bo lahko dobite piškote pa vino, ampak bo mnogo več. Nekaj seveda tudi tistega iz filmov. Predvsem sem jaz zelo vesela fižolove solate, ob kateri so se v vsakem ogledu cedile sline. Čeprav so napisali, ko ni bilo drugega, predvsem po zimi fižol redno na kmečki mizi. In danes bo tudi na naši grajski, moji so tudi na grajski zdaj del. Nekaj pretejenega mesa, klobaso, cvirko. Pri veliko prizorih po filmih so jedli to hrano, ker v starih časih ni bilo zamrzovanih in je bilo dimljenje najboljši način konzerviranja svinjskega mesa. Potem pa tudi kruh, beli koruzni ajdo z orehi, v koruznem kruhu teče tudi ena izmed zgodb. Potem imamo sprutni slan štrudel, jabolčni štrudel, običajen posladek po obroku za težake, se smo zdaj danes res težko delali, na nini, nismo bili pa na trgatvi. Orehova makova potica, ki se je jedla po večjih delih, kot deličkani koruze in pa seveda tudi na porokah. Vse to pa še slavno in sladko pecivo ter odlično vino, ki je pa mešano belo, rdečo ter modra frankinja. Hvala še za ta del, obema društvoma. Hvala vsem, ki ste prispevali, tisti, ki ste delali od pola do kupce, tisti, ki ste delali z motiko, da se je potem vse to predelalo in danes potem tudi pekli še dobro, da ni bilo zelo vroče, ne? Kaj bi bilo še, če bilo zelo vroče. Tako da res najlepša hvala, ampak to je po ogledu nastave. Kamor se bomo odpravili malo po delih, ker hvala Bogu nas je veliko, tako da ne preveč pričakovati, da boste prvi, lahko so tudi drugi, tretji, lahko se vrnete vsak dan, bomo se malo razdelili in uživali še naprej v tem lepem večeru. Vse vabim tudi v soboto, od 3 naprej se pri nas odvija. Imamo 2 prireditvi, stave bodo na ogled in zaključujemo ta večer potem soboto s brežiško premiero, bi lahko rekli, filma Od kola do kupce. Namreč januarja smo tukaj že predstavljali tak toplo, ne vem naslova, na kmetih, kjer smo pač spoznali kruh in cel proces. Zdaj za to našo poletno muzejsko noč, ki je v soboto za prireditev Dobrodošli doma, pa bomo predstavili film Od kola do kupce, ob 9:30 se to začne. Kot rečeno pa od 3 ste lahko že pri nas, zaključite v polnoči, ko bomo pogasnili luči mogoče, ali pa tudi ne se odpravili proti nedelji, ko pa se lahko spet vrnete, ker imamo po koncert naših prijateljev iz Kulturno-umetniškega društva Brežice in tamboraški orkester Artiče. Tako da, gledajte, vsak dan ste lahko pri nas, jutri lahko prijete pa pomagati spravljati in pripravljati. Ampak verjamem, da mogoče vas to ne prevzeti.
zame, pa se vidimo v soboto, prej pa seveda na razstavi, na pogostitvi, na lepem druženju, v katerega uvod pa bo tale res zdaj pa zaključna pesem kapelskih in pišeških pogov najvišjih. Hvala vam.